Govorili bomo o eni taki zelo aktualni temi na tem področju, vse če gledamo programe podobnih konferenc ali pa kakšnih drugih varnostnih konferenc. Z vami bomo, vlogo zasliševalca so zaupali meni, jaz sem Lenart Kučič, novinar novinarskega portala Pod črto. Z mano so pa 4 sogovorniki, ki bo z vsak svojega konca predstavil to temo in kar povabimo vsakega, da se posebej predstavil. Lep dober dan vsem. Moje ime je Tone Kajzer. Nekdanji veleposlanik Slovenije v nordijski regiji, pri tem še na Finskem, zdaj delam v Ministrstvu za zunanje zadeve, imam še vedno naziv veleposlanik in se ukvarjam z področjem digitalne transformacije in tudi kibernetske varnosti. Mogoče za začetek toliko o meni. Moje ime je Peter Greseli, prihajam iz podjetja ICA, kjer sem tudi direktor. Moja specialnost je informacijska varnost in kibernetska varnost. Na tem področju delam že preko 15 let. Smo pa naše podjetje pa specializirano za najzahtevnejše svetovalne projekte iz tega področja in delamo večinoma teh projektov v tujini. Lep pozdrav še v mojem imenu, sem Danilo Bornač, direktor Mariborskega vodovoda. Gre za največji enovit oskrbni sistem za oskrbo s pitno vodo v državi. Torej, Mariborski vodovod smo zdaj že v 8. letu v digitalni transformaciji vseh poslovnih procesov, kar nam povzroča na drugi strani nekako, bi rekel, vrsto poslovnih tveganj na kibernetskem področju. Še Mitja Bricelj z Ministrstva za okolje in prostor. Pokrivam prisotnost Slovenije pri izvajanju konvencije o varstvu reke Donave, to je Podonavje, in na drugi strani Sredozemskega morja Barcelonske konvencije, in sem odgovoren za bilateralne pogodbe na področju voda Slovenije s sosednjimi državami. Samo mogoče detalj, dogodki o poplavah na Dravi in Savi in čezmejno povezana razmerja in tožbe so tudi predmet teh komisij. Hvala sogovornikom. Zdaj, ne bom se upreti tej izkušnjavi, da bi to prvo, si poskušal predstavljati en tak scenarij, ki ga lahko vidite v filmih ali pa v nanizankah, in to je, ke recimo naenkrat tam nekdo za tipkovnico neki šar, pa se pa v eni taki veliki zadevi, kot je recimo Mariborski vodovod, naenkrat začnejo računalniki čudno obnašati, pol mesta je brez vode, ventil raznese, pol mesta je poplavljenega, in recimo, da se kaj takega zgodi, pa da vas kdo pokliče, kakšen je protokol, če je že kakšen protokol? Torej, zgodba je sledeča, v bistvu. Torej, Mariborski vodovod upravlja z 1627 km dolžine vodovodnega omrežja, 302 objekta imamo v infrastrukturi, oskrbujemo 212 naselij. Na letnem nivoju smo lansko leto načrpali 13,9 milijonov kubikov pitne vode. Torej, ko pride do prekinitve ali motenje v oskrbi s pitno vodo, seveda, bom rekel, se torej klici uporabnikov, prebivalcev štejejo v stotinah, torej v primeru, da traja to dlje časa, nekaj ur, pa v tisoče. Torej, mi smo ravno prejšnjo nedeljo imeli en prelom, ker je teklo 400 litrov vode na sekundo, po 30 klicev smo imeli na minuto. Torej, ljudje se odzivajo takrat, ko začutijo oziroma imajo pomanjkanje oskrbe s pitno vodo. Nekaj zakonov, torej direktiv, med njimi sta najbolj znane direktiva o določanju evropske kritične infrastrukture, potem direktiva o visokem nivoju varovanja omrežij in informacijskih sistemov. Seveda, neposredni razlog je pa verjetno tudi to, ker so te direktive zdaj prenešene v nacionalno zakonodajo in počasi poteka rok, ko jih bo treba vpeljati. Tako da tukaj gre za eno kombinacijo. Se pa morebiti ne bi strinjal, da je to tako zelo znana tema že in da smo dovolj osveščeni, torej da je javnost dovolj osveščena o tem. Tukaj se pa morebiti ne bi strinjal z vašo izjavo. Kaj pa politika? Ker konec koncev na podoben način, ki pravite, če se neki, recimo vode imamo dost, en od odzivov možnih je, da smo bolj mačehovski. Na področju kibernetske varnosti, saj po mojih izkušnjah je pa tako, da velja eno tako prepričanje, da smo
taka nepomembna država, kdo bo pa nas napadel in da zaradi tega se pol tudi obnašamo, kot da to ni tak velik problem. A je to samo vtis, a je dejansko še malo težko govoriti o tem, da je pa to ne vem koliko prioritetna zadeva? Ja, jaz zdaj to lahko komentiram bolj iz nekega personalnega zornega kota. Ker ste udeleženi. Ministrstvo za zunanje zadeve, da ne bi zdaj začel vlade opravičevati, jaz verjamem, to vse drži, stvari je treba tudi z vladne, z regulatorne strani, kot se temu reče, spremljati in biti up to date. Zdaj, jaz mislim, da Slovenija v tem trenutku, mi smo prevzeli to direktivo, ki je kolega omenil, to je ta famozna NIS direktiva in na tej osnovi je tudi Slovenija sprejela zakon o informacijski varnosti, ki pa najverjetneje ni popoln, zaradi tega, ker se okolje zelo hitro spreminja in po mojih informacijah se zdaj pripravljajo neke spremembe, nadgradnje in verjamem, da se bo nacionalni sistem kibernetske varnosti, ki je imanentno postal del sistema zagotavljanja nacionalne varnosti, okrepil oziroma postavil na tak način, da bo učinkovit, da se bomo lahko učinkovito zaščitili oziroma saj veste, kako je, ni takšne stvari, kot je popolna varnost. Zdaj v tej novodobni povezljivosti, ko je vse povezano, je pa to še bistveno težje. Zaradi tega je potrebno delovati skupaj. In zdaj na evropski ravni se stvari kar hitro premikajo. Mi prihajamo zdaj v fazo, ko se bo začelo počasi implementirati to tako imenovano 5G omrežje, 5G tehnologije, internet stvari in tako naprej. In zdaj je tudi na evropski ravni sprožen proces. Najverjetneje veste, da je Evropska komisija dala priporočila državam članicam, ker to sodi seveda v domeno varnosti. Varnost, skupna zunanja in varnostna politika, pa veste, kako je na evropski ravni urejena. Tam so države članice in charge, kot se reče. Ampak tukaj je jasno, da mi ne moremo delovati per partes. Nobena država članica EU ne more sama zagotoviti tako učinkovite kibernetske varnosti, da bi funkcionirala. Skratka je potrebno sodelovanje. Zdaj, ne vem, če sem odgovoril na vprašanje. Jaz mislim, da država spremlja, stvari se dogajajo. Zdaj, kako se bo stvar konkretno operacionalizirala, zaradi tega, ker imamo več, to je zelo horizontalna stvar. Ministrstvo za javno upravo je pri nas tisto, ki je v bistvu nosilno ministrstvo za proces digitalne transformacije. Bila je sprejeta strategija, še za časa prejšnje vlade, prejšnjega ministra, ki se ga vsi spomnite, gospoda Koprivnikarja, ki je bil digitalni minister. Zdaj, kar se pa tiče seveda varnosti, so pa tukaj udeležena še druga ministrstva. Mi imamo zdaj urad za varovanje tajnih podatkov, ki bo, verjamem, da prerastel oziroma se bo preoblikoval na način, da bo ta kibernetska varnost. Zdaj, če pogledamo po teh indeksih, indeks digitalne razvitosti, to je ta famozni DESI indeks, evropski, ki meri po 4 parametrih posamezne države, tam se Slovenija nahaja nekje na 15. 16. mestu, to je se pravi nekje na sredini. Obstaja pa Estonski inštitut, ta e-governance, ki meri pa se pravi sistem zagotavljanja kibernetske varnosti, kjer pa se Slovenija ne odreže tako dobro. A obstaja na evropski ravni tu še za vas že kakšna tak zemljevid te kibernetske varnosti? Je kakšna razlika med tem večja država, manjša država? Je bolj povezano s tem, kakšne imaš sosede, pa kakšen imaš občutek ene ogroženosti? Ja, zdaj mogoče bi lahko dodal, seveda nekatere države, vsi se spomnimo, pisalo se je leto 2007, to je bilo leto, preden sem jaz prevzel mesto veleposlanika na Finskem, ko se je zgodil ta kibernetski mrk v Estoniji. Potem, ko so Estonci iz glavnega trga odstranili tisti famozni bronasti kip ruskega vojaka, so jim stvari padle, kot se temu reče. In takrat so Estonci v bistvu zaznali, da so na tem področju izjemno ranljivi. In so oni začeli te kapacitete zelo graditi. In tam se je zdaj vzpostavil tudi NATO center, ki se ukvarja s kibernetsko varnostjo. Tako da od države do države je različno. In zdaj namen, jaz mislim, te naloge, ki jo zdaj izvajamo, da se te razlike na nek način izravnajo in da države, članice Evropske unije na nek način dosežejo ta štandard, ki bo zagotavljal znotraj Evropske unije nek približen, enak pristop, kar se tiče zagotavljanja kibernetske varnosti. Gospod Bitl, ta pojem varnosti, zdaj smo v prvem delu smo se bolj ne osredotočali na to, a je mogoče tukaj napast, pa kdo je lahko tukaj tarča ali pa napadalec, ampak če nekako povežemo varnost po vodo, verjetno tukaj govorimo o več stvareh. Eno je verjetno varnost že na ravni tega, da vemo, kdaj bo koga ali pa kaj poplavljalo, če bo.
kar seveda tudi zahteva verjetno skozi večjo informatizacijo teh sistemov. Na drugi ravni, tudi če hočemo izboljšati vodooskrbo, spet rabimo veliko tehnologije, da nam omogoča mejni izgub pa boljši nadzor nad porabo, hkrati pa to tudi povečuje ranljivost za te kibernetsko napadalske zadeve. Zdaj, na kakšen način tukaj vrvohodimo med tem, da je treba stvari po eni strani izboljšati obveščanje, pa izboljšati optimizacijo, na drugi strani pa tudi ne ogroziti preveč varnosti kritične infrastrukture. Ja, zelo bom poskusil enostavno. Tisto, kar se v zadnjih 5 letih, morda že 10 zgodilo, je tudi nova terminologija. Sami že tukaj operiramo s kibernetsko varnostjo. Na področju voda se je pa zgodila terminološki termin vodna varnost, water security. To je debata, kako to prevesti, kaj potem razumemo, čeprav ni nič drugega kot zelo resno vzeti spremembe, ker je človeška družba ogrožena zaradi spremembe vodnih režimov, ki na njo vplivajo tako življenje ljudi, tudi zdravje ljudi in pa tudi blagostanje ljudi resno, zaznavno. No? In zdaj, kako prilagoditi vsa obstoječa ravnanja, da bo ta varnost čim večja zaradi globalnih sprememb, klimatskih, sprememba vodnega kroga, ki je ne samo količinsko, pa kakovostno ogrožen, ampak tudi, tle bi poudaril, dinamika se je spremenila delovanja teh voda. Če zdaj sam spomnim na Dravo, pa znane dogodke 2012, ko sem mogoče še v zavesti, ali pa na Savo 2014, vse so mednarodne reke, za vplivom človeka ali pa za vplivom sistema, v primeru hidroelektrarn ali pa kombinacija enega drugega, dobimo zelo kompleksne sisteme. Zgodilo se je celo to, da so te sistemi postali še bolj avtomatizirani, kibernetsko vodeni in s tem občutljivi. Na človeški faktor, na drug faktor, lahko tudi na tako ali drugačno manipulacijo zaradi nekih drugih vzgibov. Skratka, to je zdaj sistem in Slovenija je vpeta v to mednarodno, čeprav je povirna država, gorvodno, ampak imamo, mi vplivamo preko Soče na Italijo in tudi pač jezovnih naprav, ki Italijo časa do časa močno zaskrbijo in mi smo vpeti na avstrijsko zgodbo hidroelektrarn, tako na Muri in Dravi in tako naprej navzdol do Hrvaške in zgodba na Savi, ki jo je Hrvaška trpela skupaj z Bosno in Srbijo resno 2014. Kaj se je zgodilo vmes? Obstoječi sistemi so se nadgradili. Tukaj bi rad spomnil na popolnoma novo dejstvo, ki je v mednarodnem porečju Save, zahvaljujoč tudi mednarodni skupnosti, ki je investirala, ampak tudi zahvaljujoč ekipi, ki je že leta v Zagrebu, mednarodna sekretariat za Savsko bazen, ekipi, ki je skupaj tudi še iz tistega obdobja z Združenimi državami prevzela od GIS-ov Save do vseh tehnologij, nadgradila za lider podlago v sodoben sistem zgodnega opozarjanja pred poplavami po porečju Save, ki deluje zdaj dobro leto. Samo Hrvaška je z tem sistemom, ki zaenkrat ima domicil hardvera pa softvera na Arsu v Sloveniji, za več kot 30% izboljšala napoved pred poplavami. Vidimo, kakšen velik napredek se je zgodil tehnološki za napovedovanje teh ogroženosti v mednarodnem porečju in navzdol preko Bosne do Srbije in tako naprej. In kako močno smo povezani povsem na nove načine in tehnologije, ki jih včeraj ni bilo. Zdaj, a je to prednost ali je slabost v primeru neke namerne manipulacije, napada, je lahko zanimivo vprašanje. Gospod Grasili, tukaj se lahko verjetno vi navežete, ki je ta recimo lovljenje in tega ravnotežja med tem, da po eni strani nove okoliščine rabijo skozi boljšo informatizacijo, hkrati pa informatizacija prinaša nove tveganja, sploh tukaj, ki vidimo, da je že pri taki stvari, kot je opozarjanje na poplave, pač takoj vpletenih par držav, čez kjer pač tečejo večje reke.
Ja, morebiti bi odgovoril na to vprašanje tako, da bi na kratko povedal pravzaprav, kaj prinašajo direktive, ki se v nacionalne zakonodaje morajo implementirati, ker je to najboljš, ker pravzaprav izhajajo iz tveganj, ki so bile zaznana na nivoju Evrope, ne. In nekako obe direktivi, o katerih smo govorili, pa morebiti tudi o preganjanju kriminala, to je Budimpeštanska direktiva, pravzaprav slonijo nekje na 5 temeljih, ne. Prvi temelj je, da se vzpostavi zakonodajni in institucionalni okvir, ne. To se pri nas dogaja skozi zakon o kritični infrastrukturi in zakon o informacijski varnosti, ne. Drugi temelj je obveznost poročanja v primeru incidentov in obveznost držav, da vzpostavijo v bistvu 24-urne kontaktne točke, kjer se taki čezmejni vplivi lahko hitro rešujejo. Recimo bili so primeri, kjer so ostale sosednje države brez elektrike, zato ker enostavno ni bilo na meddržavnem nivoju vzpostavljene komunikacije, kjer bi se sploh lahko pogovarjali o tem, ne. Potem tretja točka je nekje spodbuda k javno-zasebnemu partnerstvu v smislu medsebojnega obveščanja in sodelovanja. Tukaj gre lahko za deljenje, če gre pri poročanju za obveznost, ki je v zakonodaji, gre tukaj za priporočilo, da recimo organizacije, ki delujejo recimo vodovodi ali kaj takega, se povežejo med sabo in se delijo to informacijo. To je zelo pomembno, zaradi tega, ker če gre za neke organizirane napade, praktično ena organizacija se zelo težko brani in je zelo smiselno, da dobi informacije in znanje tudi od drugih. Potem četrti temelj je, bi rekel, certifikacija, preizkušanje storitev in izdelkov na področju, predvsem je zdaj to aktualno za IoT, ampak na področju vseh stvari, ki se dotikajo informatizacije, ki se tega dotika. Tukaj je z novo direktivo ENISA dobila precej pristojnosti, se je tudi preimenovala v Agencijo za kibernetsko varnost Evropske unije in zadnji, pa ne najmanj pomemben je pa to, da morajo države pripraviti programe osveščanja, izobraževanja in tudi programe vaj na tem področju. Gospod Brnač, kako pa če vi kot najbolj praktičen del tegale panela občutite to, recimo, razliko ali pa kje se to pokriva, kar je zapisano v direktivah, pa s tem, s čimer imate vi opravka tako dnevno. Kaj recimo je nekaj, kar vi opažate čisto tako in kaj je tisto, če bi imeli tako eno tukaj zlato ribco, pa ene 3 želje, kaj od tega, kar smo do zdaj slišali, bi izpostavili, da bi pa najbolj rešili praktične probleme, s katerimi se ukvarjate? Torej, kar se tiče, bi rekel, normalne oskrbe s pitno vodo, lahko rečem, da seveda imamo na vsakem področju nek lex specialis, torej mi imamo zakon o varstvu okolja, ki temelji na neki nacionalni strategiji varstva okolja, imamo te občinske in občinske programe varstva okolja, to so ti osnovni izvedbeni dokumenti, seveda na drugi strani pa potem se srečujemo ravno v tem delu, kot je bilo rečeno, zakon o kritični infrastrukturi pa zakon o informacijski varnosti pa seveda ne nalaga, da se bi deležniki povezovali. Torej bom tako povedal, torej v primeru, da pride do izpada, ali je to na podlagi kibernetske ali kakršnekoli druge, bi rekel, ovire, ki pač nastopi, v tem primeru se torej deležnik na področju energetike in deležnik na področju vodooskrbe ne komuniciramo med seboj, torej nimamo nekega skupnega organa, torej, ki bi sprejemal te informacije in potem seveda dal neke ukrepe, ki bi jih morali izvesti. Torej pogrešam neko sodelovanje, zdaj smo nekako v koliziji, bi rekel, energetika ima svoj sistem poročanja, svoj sistem ugotavljanja teh tveganj in potem seveda priprave vseh ukrepov in na področju vodnega, torej oskrbe s pitno vodo imamo lastne. Torej edini, vsaj regionalno govorim, edini organ, preko katerega si izmenjujemo informacije v primeru izpadov, je torej Regijski center za obveščanje, ki pa sodi organizacijsko pod Upravo za zaščito in reševanje Republike Slovenije oziroma pod Ministrstvo za obrambo. Torej pogrešam seveda, da bi torej bilo potrebno, bi rekel, z nekim strateškim dokumentom, ali je to preko zakona o informacijski varnosti ali kakorkoli doseči torej sodelovanje vseh deležnikov. Tukaj smo vsak sebi, čeprav smo neizpodbitno in
nesporno med seboj povezani. Torej, mi smo povezani, ampak nimamo komuniciranja. Torej, problem je v načinu in izvajanju medsebojnega, bi rekel, obveščanja, sistema obveščanja in komuniciranja, opozarjanja na izpadanje. Torej, bom rekel, če zmanjka, da tako rečem, električne energije, ne bi morali potem mi tudi nas torej, obvestiti in potem mi obveščamo uporabnike v bistvu, da ne bo torej oskrbe, zato ker pač brez energije ni oskrbe s pitno vodo. Torej, pogrešam, bi rekel, sodelovanje na tem torej, medresorskem, ministrskem nivoju, torej teh deležnikov in žal se pravim pri teh strategijah Ministrstvo za okolje in prostor iz takšnih ali drugačnih razlogov ni sodelovalo in menim, da bi torej bilo nujno, da se Ministrstvo za okolje in prostor tudi vključi. Brez ministrstva žal ne gre. Samo biti tako naivno vprašanje, a je res treba recimo skoraj s pravili in zakoni prisiliti recimo te deležnike, da se med sabo povezujejo, a ni to nekaj dosti logičnega, da bi mogel biti en kontakt med elektrodelom pa vodnim delom, če drugega. Torej problem je v tem, zato ker elektroenergetski sistem je, bi rekel, v državni lasti. Mi pa smo izvajalci obvezne gospodarske javne občinske službe. Torej, vsaka občina v Sloveniji, 212 občin, mora izvajati oskrbo s pitno vodo. Torej, to je naloga župana in naloga lokalne skupnosti. Medtem ko energetsko oskrbo pa zagotavlja država preko raznih regulatorjev in podobno. Torej, problem je v tem, zato ker mi nimamo drugega nivoja lokalne samouprave, da bi torej, oskrbo s pitno vodo prenesli na regijski, bi rekel, pokrajinski nivo in bi v tem primeru lahko torej, način komuniciranja znotraj neke regije, ali je to, bi rekel, politična regija, ali je ekonomska, ali statistična, kakorkoli sodelovali. Torej, na drugi strani pa imamo sogovornika državo, ker tudi regulator cen storitev oskrbe z energijo torej je državni. Medtem ko pri nas na področju oskrbe s pitno vodo pa vsaka občina ureja torej, cene storitve javne službe preko občinskih svetov, torej lokalnih skupnosti. Pomeni voda skoraj bližje plinu kot elektriki, ali? A je spet druga? Ja, ne? Verjetno komentar, gospod Bricl. Ja, tako kot pri vseh nesrečah, avionskih ali katerih večjih, se mi zdi tudi tole, kar ste vprašali, kako da se nesreča in zakaj ne sodelujejo. Spet sem vrnil na leto 2012 in Dravo, pa vsem tem, kar in analizi dogodka, vključno z temeljem, ki je tak ali drugačen temelj za recimo izterjavo škod, ki so bile povzročene v Sloveniji do Avstrije zaradi avstrijskih ravnanj hidroelektrarn, se je zgodil tudi, ne vem, če ste sledili, obračun znotraj Avstrije med Koroško in zvezno vlado, med Koroško in Verbundom, njihovim upravljavcem elektrarn, z zelo zanimivim procesom, ki bi ta zgodba, ki je gospod direktor zdaj omenja, verjetno kaj hitro dobila epilog, če bi se to zgodilo pri nas. Mislim, bi verjetno sledila podobna neka organizacija, verjetno česa? Odgovornega upravljanja z vodnim virom dveh sistemov ali treh, v tem primeru elektrarniškem, državnim, elektro, kot ste ga menili, javnim službam oskrbe z vodo in še mogoče kakšnim, ne vem. To je bistvo, ko se zgodi, se plača račun za življenje ljudi, škodam in tako naprej in se zgodi neka povratna zanka v setiranje nekih sistemov. In to se je v Avstriji zgodilo. V teh letih se je zgodilo kaj? Da je zvezna vlada ob vseh teh tožbah in tudi slovenske strani zahtevam in tako naprej in Koroške proti zvezni vladi in Verbundu in tako naprej, kaj naredila? Šla resetirati vse odločbe o delovanju hidroelektrarn, ki so bile izdane per partes, ne pa v verigi za režime obratovanja. In so jih tako ali drugače povezali v sistem, v celoto, od izvira do slovenske meje in vključno za zahtevami in pričakovanji slovenske strani vseh teh pogajanjih, da grejo napred praznanja, ki so seveda zmanjšala profite. Seveda. In tako naprej. Ampak to se je zgodilo z upravnimi odločbami, ki jih je mogel Verbund zdaj izvajati in tudi zmanjšati profite. Ampak je s tem povečal varnost znotraj Avstrije in na slovenska stran. To so dogodki, ki pokažejo, da se da, da je samo vprašanje časa, volje.
verjetno čakamo na nesrečo, konflikt ali to naredimo pravočasno. Ali to drži, da pač čakamo na nesrečo, konflikt ali pa kaj drugega preden Ja, zdaj pravijo, da nesreča nikoli ne počiva. Ne? Jaz osebno menim, da je treba, preden da se nesreča zgodi, ukrepati, stvari pač postaviti tako, da zmanjšujejo tveganja in rizike. Ne? Mogoče bi dodal, preko smo govorili o evropski ravni, ne? Hvala Bogu, da imamo tudi EU raven. V času sedanjega romunskega predsedovanja žal stvar ni prišla do konca, verjamem pa, da bo, zdaj ko bodo Finci prevzeli, govorim o vzpostavitvi Evropskega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost z omrežjem nacionalnih centrov. Kaj bo to pomenilo? To bo v bistvu pomenilo zaradi, ker kibernetska varnost, če si je včasih kdo predstavljal, je to samo nek tehnični del, se pravi neka tehnologija, ki je povezana z delovanjem potem sistema, predstavlja dejansko cel sklop. Prej smo rekli tudi osveščanje uporabnikov in vseh ostalih. Tako da jaz pričakujem, da se bo na tem področju začelo dogajati. Ne bi si pa želel, da bi bili v situaciji, kot so bili recimo Estonci ali pa recimo češki kolega mi je zdaj nazadnje razlagal, ne, znotraj njihovega zunanjega ministrstva, pa nočem zdaj razkrivati vse skrivnosti, čeprav smo transparentni, da dokler se jim niso zadeve začele dogajati, ne, so enostavno čakali, potem so se pa zganili in zdaj jim grejo stvari bolje. Ne. Tako da jaz verjamem, da se lahko tudi učimo. Zdaj imamo to evropsko platformo EU Cyber Diplomacy, ne, ker zdaj smo kibernetski diplomati, to se sliši zelo noblo, ne, kaj je to. Ampak to je dejansko dobra platforma. Jaz zdaj ugotavljam in za izmenjavo dobrih praks, izkušenj in hkrati tudi oblikovanjem skupnih politik. Najverjetneje veste zdaj, da je na tej politični ravni, se pravi za odzive na kibernetske napade, na kibernetske neke incidente, smo zdaj na EU ravni v bistvu sprejeli en skupen nabor ukrepov. Ne? Skratka, da se bomo lahko skupaj odzivali, ne? Ker skupaj smo močnejši. Tako jaz sem recimo optimist, verjamem pa, da tudi takšni dogodki na nek način potem lahko spodbudijo tiste, ki so odgovorni, da se začnejo stvari premikati, ker vse se začne in konča z ljudmi. Ne? Vi ste imeli en komentar še prej? Ja, pravzaprav tudi na to temo. Nekako prav smisel tistega zadnjega stebra je in priporočila, da se izvajajo vaje, je prav to, da države, na nivoju države pripravijo takšne vaje, da se vidi, kaj je potrebno izboljšati, ne? Ker iz vseh dogodkov, ki so se v resnici zgodili, je pa ena izkušnja zelo močna, ne? In to je izkušnja, da vsako uro in vsak evro, ki ga vložiš v pripravo na dogodek v mirnem času, se ti 10-kratno, 100-kratno ali pa 1000-kratno povrne v primeru dogodka. Zelo enostaven primer. Zdajle lahko greste v trgovino in kupite baterije, lahko kupite vodo, lahko kupite hrano in to bo normalna cena. V primeru, da se zgodi en izreden dogodek, ne, prvo jih ne boste mogli kupiti sploh, potem bo pa torej veliko energije boste porabili, da jih boste sploh najdeli vse te izdelke, naslednji korak je pa, da se jim bo cena začela rapidno dvigati. In na tem področju je zgodba popolnoma ista in dostikrat mi se tudi smo svetovali na področju, to se že dotika neprekinjenega poslovanja in Telekomu in Pošti Slovenije, dostikrat se da prav z dogovarjanjem recimo tudi med institucijami, kot je vojska, policija in temi organizacijami zagotoviti, da v primeru izrednih dogodkov pravzaprav samo zaradi nekih prioritet so lahko reakcije bistveno bolj uspešne, kar pravzaprav v resnici niti ne stane veliko. Jaz sem to tako kot požarna varnost ali pa boš ukinil požarno varnost pa vse dal na gasilce, ki pa pač pridejo takrat, ki že gori. Torej, jaz bi še tukaj dodal, nikdar si nisem predstavljal, da bom zagovornik tega, da bi morali, bi rekel, te zadeve regulirati z državnega nivoja, torej, ker je nekako oskrba s pitno vodo bila torej lokalna, obvezna gospodarska javna služba. Mariborski vodovod odvedemo od vseh odhodkov 0,36% zgolj za torej kibernetsko varnost, kar je bistveno premalo.
glede na trende razvoja informacijskih tehnologij, poslovnih procesov, digitalne preobrazbe, torej je to bistveno premalo. Torej za 0,30% še odvedemo za tehnične in fizične oblike varovanja infrastrukture, tako da to je bistveno premalo. Medtem ko energetski sistem, ko je, bi rekel, pod patronatom, pod pristojnostjo države, pa seveda namenja za te, bi rekel, varnostne politike bistveno več sredstev. Torej mi nismo v kadri, da župane, lokalne skupnosti prepričamo, da je potrebno to v ceno storitve javne službe potem tudi implementirati. Torej, ne, da seveda, bom rekel, če kubik pitne vode stane 65 centov, ne, da liter te v vrču tukaj, ko gledamo, stane 65-10 tisočink evra in nekdo reče, da je to drago, ne, seveda, da bi potem, bi rekel, kakšen cent zraven bil namenjen tudi za, bi rekel, te preventivne zadeve, torej vse varnostne zadeve, ki jih predhodno urejamo, tako kot je gospod Kraseli rekel, so v bistvu cenejše kot pa tisto, ko se ti zgodi kasneje. Torej jaz sem prepričan, da če bi torej regulator pa bi rekel izvajalec bil na državnem nivoju, da bi bistveno več vlagali v to kibernetsko varnost, kot pa danes vlagamo, ker seveda težje prepričati župane na lokalnem nivoju, ker imajo, bi rekel, 101 komunalni problem in jim to seveda ni prioriteta. Medtem ko država pa to lahko z drugimi vati, torej z, bi rekel, zakonodajo, s predpisi prisili izvajalce, da bi torej seveda vlagali bistveno večji procent. Tako da menim, da bi morali torej z državno regulativo v bistvu prisiliti torej izvajalce, da posredno lastnike, da potem več vlagajo v to kibernetsko varnost. Tudi na vas sem se še hotel tukaj navezati. Ena stvar, ki me tudi zanima, recimo spet lahko vaše osebno opažanje, ampak spet, ko govorimo o kibernetski varnosti, mislim, da lahko govorimo o enih 3 glavnih virih grožnje. Eno so druge države, to je že skoraj kibernetsko vojevanje, mislim, imamo idejo pač Kitajsko, Severno Korejo in podobne, ali pa tudi recimo Irak, ali pa še, da imaš dejansko na drugi strani državo, ki te napade, pol imaš organiziran kriminal in podobno, ki včasih napade čist nehote, naprimer zdaj, ko so bili te izsiljevalski virusi, ki so pač slučajno okužili tudi določena, ne vem, cela mesta, recimo v Ameriki so imeli tako, da je en mesto bilo praktično en mesec zamrzneno, ni mogel niti položnic pobirati pa nič. Ali pa kar je pa tudi res, je pa to, da vse skupaj postaja tudi zelo pocen na nek način, zaradi tega, ker včasih, ker so bile tudi te klasične infrastrukture tudi ločene fizično, si ti dejansko rabil nekoga, ki je prišel nekam noter, pa se zelo pomatril pa vse, zdaj pa skozi internet stvari, 5G in podobno, ko tudi ta kritična infrastruktura postaja vse bolj povezana z internetom, kot to, pa lahko dejansko najdeš nekoga, ki to obvlada, pa iz Bog ve kje prek ne vem kolikih računalnikov naredi veliko škode in se ne ve kaj. Recimo, imate kakšen občutek, kje so tukaj nekako največ, kaj veljajo za glavne grožnje, zaradi tega, ker vsaka od teh grožnj ali pa vsak od teh napadalcev tudi rabi čist druge strategije obrambe. Ja, definitivno. To je zdaj, lahko bi na dolgo govorili o tem, ne, kateri so. Ampak dejstvo je, da se je v tem mednarodnem prostoru, ne, državam kot subjektom medsebojnega pač interakcije so se pridružili nedržavni akterji, ne, posebej recimo te, ki jih poznamo, velika tehnološka podjetja, ne, velika tehnološka podjetja in se strani, rečemo, state or non-state actors sponzorirani taki in drugačni, ne, z različnimi, seveda, vi ste prej omenili kibernetske pač kriminal, ne, tukaj je ponavadi v ozadju pač pridobivanje materialne koristi oziroma kakšnih drugih koristi. Informacij tudi, ne. Tako da to je vse v tem sklopu. Zdaj, preko smo omenjali Estonijo, lahko še omenim Finsko, ne. Finska, mi vemo, da ima več kot 1600 km dolgo mejo z Rusko federacijo, ne. In poznamo to njihovo zgodovino, ne, in pač način, kako Ruska federacija ravna, prej smo govorili tudi o Krimu, ne, in o rahljanju mednarodnega prava oziroma sistema, ki pač ureja, ne, to. In na Finskem so vzpostavili center za soočanje s hibridnimi grožnjami, ne, ker to je cel spekter teh grožnj. Hotel sem samo prej reči še eno besedo na področju investicij v sam sistem zagotavljanja kibernetske varnosti, osveščanja in tako naprej.
je bil sprejet program za digitalno Evropo, to najverjetneje veste, ne, od leta 2020, v katerem bo na voljo 9,4 milijarde evrov za države članice za pospešitev te digitalne transformacije. Cirka 2,5 milijarde evrov bo na voljo tudi za kibernetsko varnost in jaz mislim, da bi morali tukaj mi že zdaj v Sloveniji se bolje organizirati. Jaz sem govoril, bil sem prejšnji petek na svetu za telekomunikacije skupaj s kolegi iz Ministrstva za javno upravo. Definitivno. In na državne, zdaj pa so seveda različna ministrstva, ne, in spet naletimo na to težavo, ne, zaradi tega, ker zdaj se pri nas pripravlja strategija za umetno inteligenco, ne. Vzpostavili smo center, ne, se veste, na Inštitutu Jožef Štefan, ne, ki bi lahko, jaz verjamem, prevzel tudi vlogo enega regionalnega centra, ne, ker zdaj se pripravljajo sistemske rešitve, ne, slej ko prej bo tudi umetna inteligenca prišla v vodovode, ne, in ta mora biti pa jasno, ne, tako human-centric, kot se reče, naravnana, ne pa po kakšnih drugih temeljih, na etičnih temeljih in tako naprej. To je en tak kompleksno okolje, ki ga je izjemno težko obvladovati, zato je ključna beseda tukaj sodelovanje, ne, predvsem na EU ravni in potem tudi vplivanje, ne, na globalni ravni, da v bistvu se ohrani sedanji sistem mednarodnega prava, ki velja, in da se potem skozi, ne, lansko leto je bil podpisan v Parizu, ko je bil ta IGF, ne, se pravi Forum za upravljanje interneta, to je ta Paris Call, ki v bistvu poziva vse te deležnike, ki delujejo v kibernetskem prostoru, da se vzpostavlja ta prostor kot prostor varnosti, zaupanja, ne, predvidljivosti, ne, ker to je edini način. Drugače nimaš načina, da vzpostaviš bom rekel, prostor, v katerem se bojo stvari lahko razvijale in bojo hkrati v bistvu tudi zagotavljale visoko raven varnosti. Morbiti samo, če dopolnim podatke po Verizonovem poročilu za leto 2018, to je eno najbolj znanih poročil na tem področju, je za 70% uspešnih napadov organiziran kriminal, cirka 20% so skupine, ki jih lahko povežemo z državami, ni pa zanemarljiv tudi odstotek, kjer so udeleženi notranji zaposleni v organizaciji. Ja, to je klasika. A je slučajno pred zaključnimi mislimi še kakšno vprašanje z občinstva, tako kaj, kar nismo obdelali, pa se dotaknili, smo pozabili? Možda pitanje za direktora Mariborskog vodoopskrbe. Grad Karlovac prelazi na takozvane pametne mjerače potrošnje i za sad samo računamo, kako radimo u gradu Karlovcu, koliko nas košta ta investicija. Rekli ste po prilici koliki je odnos kad brinete o sigurnosti, međutim zanima me vaše iskustvo. Jedno je nabaviti pametne mjerače, a drugo je nabaviti svu onu ostalu infrastrukturu i ulaganja u ljude, u računala, u sve ostalo, pa možda na početku kad ste bili u procesu koliki je odnos jednog prema drugome, ako možete reći. Tako da, zdaj, če vam v slovenščini odgovoril, torej gre za to, da pred 8 leti smo popolnoma spremenili torej način poslovnih procesov. Šli smo v digitalno transformacijo ali digitalno preobrazbo, kakorkoli to imenujemo. Torej, mi smo na letnem nivoju, državni predpis zahteva, da popišemo vse vodomere enkrat na leto. Mi smo prišli v enkrat na leto do uporabnika, kjer mu je steklo 10-15 tisoč kubikov. Ne? To je na nek način poslovno tveganje. Torej, mi smo to vodo črpali, porabili električno energijo, distribuirali do uporabnika, njemu je pa na dvorišču to poniknilo v podtalnico. Danes, ko imamo te digitalne torej vodomere, 48.700, ta trenutek 99% pokritost, mi očitavamo na mesečnem nivoju in država od nas zahteva na letnem nivoju. Mi smo torej do uporabnika tako prijazni, da mu mi v mesecu dni sporočimo, gledajte, prejšnje mesece ste imeli 10 kubikov porabe, zdaj pa imate 200 kubikov, nekaj se dogaja. Torej mi pokličemo, maile napišemo, torej digitalno torej očitavamo. Torej to je tudi podlaga. Mi smo zdaj v procesu pridobivanja ISO 37120 Smart City. Torej Mariborski vodovod smo prvi v državi, ki gremo v to smer in bomo do konca leta implementirali kompletno ta ISO standard. Torej imamo 7 kazalnikov, 4 glavne in 3, bi rekel,
podporne kazalnike, kjer so pa ravno vse te parametre, ki jih mi že vodimo in jih v bistvu bomo zdaj dejansko torej skozi to prezentirali. Prihranek je dejansko v tem, da seveda ne izgubljamo več toliko vode. Torej, to je ključni prihranek, torej za vsak načrpan kubik vode porabimo torej električno energijo in nesporno je pa tudi, smo prijazni do uporabnika, ker mu preprečimo njegovo osebno škodo. Tako da to je, na nek način, smo prijazni do uporabnikov. V ceni bi težko to rekel, koliko je, ampak praktično mi velikih iztokov več v zadnjem letu, dveh nimamo. Torej, to je velik korak, ampak to je proces. Mi smo tudi e-poslovanje naredili, imamo e-nabavo, e-račun, e-arhiv in v bistvu arhiviramo v digitalni obliki vse te podatke. Tako kot sem povedal, smo v 10 letih iz 50 000 produciranih podatkov na preko 20 milijonov. Letos računamo že 30 milijonov in to je to in na to sem ponosen in čeprav nisem tehnični, digitalni tip, ampak v bistvu smo naredili. Na drugi strani pa povzročamo s tem nenormalno količino podatkov, ki jih moramo analizirati in popolnoma drugo strukturo ljudi zaposlujemo, da se ukvarjamo v bistvu z analizo torej sprejetih podatkov. Informacije je nenormalno dosti in je seveda torej to ključno, da potem lahko na podlagi pridobljenih informacij ukrepamo. Pa da jih tudi osmišljamo. Se to je dobro izhodišče tudi za moje zaključno vprašanje. In sicer, ko ste zadnji lani delali vprašanje teh okoljskih sprememb, kako bo to vplivalo na Slovenijo zelo konkretno, je dosti mojih sogovornikov malo nihali z eno tako sprijaznjenostjo, češ sej tudi kar se tiče emisij pa sprememb, to so toliko velike reči, nimamo vpliva na nje, tako je bolj pomembno, kaj se Kitajska pa Amerika zmenta. Podobno analogijo lahko potegnemo tudi pri tehnologiji, ker smo majhna in odvisna država, tehnološki trendi so pač taki, ker so odvisni smo od tujih tehnologij. Zato me zdaj res zanima čisto čim bolj konkretno pogled vsakega od vas posebej, kaj lahko in kaj mora kljub temu narediti Slovenija. Ja, jaz bi rekel, predvsem ne smemo zgubljati resursov, se pravi, moramo pogledati, kje smo dejansko močni. Prej sem omenil ta center za razvoj umetne inteligence. Mi vemo, da statistično gledano, mislim, da imamo tudi na evropski ravni največ raziskovalcev na tem področju na 1000 prebivalcev. Se pravi, Inštitut Jožef Štefan ima neke kompetence in zdaj da se to poveže recimo z konkretno ravnjo. Jaz sem fasciniran, kako funkcionira vaš poslovni model. Vi ste v bistvu že ene sorte kompetenčni center, ki ga lahko tudi tržimo potem. Hočem reči, zdaj malo že razmišljam po Dansko, bil sem predolg na Danskem, Danci so pred 5 leti že imenovali digitalnega ambasadorja, ki v bistvu vzpostavlja kontakt z tehnološkimi velikani. In na ta način so pritegnili tudi investicijo Google, 800 milijonov evrov in tako naprej. Zakaj se to ne bi zgodilo pri nas? Sporočilo je, da moramo tako na nacionalni ravni pogledati vse resurse, vzpostaviti dobro sodelovanje med vsemi deležniki. Jaz se trudim, oziroma verjamem, da se vsi trudimo, da se med vladno in ostalimi ravnimi, poslovno in akademsko, vzpostavi nek permanenten dialog, neka platforma, tako kot imajo Avstrijci. Tako da moramo naše resurse boljše izkoristiti in potem pogledati, kje lahko s temi rešitvami tudi pomagamo na širši ravni, na evropski in še naprej. Tako da moramo biti optimisti. Jaz verjamem, da Slovenci zmoremo. Ja, zelo konkretno, ker naš panel nosi naslov kibernetska varnost in vodno upravljanje z vodo. Jaz bi rekel to, kar je že bilo na nek način izpostavljeno, tam, kjer so vrzeli in za katere vemo, ob vseh aktivnostih, ki tečejo in so hvale vredne, da zdaj, ko je upravljanje z vodo in vrzeli, ki so med sistemom javne vodooskrbe, pa energetskim sistemom, beri hidroelektrarnam in hidrometeorološkim sistemom spremljanja dinamike vode in kakovosti, so vrzeli, pa vendar gre za isto stvar. Tukaj bi jaz toplo priporočil, kot si ti sam rekel, sodelovanje za vsebino teh 3 ravni za isto stvar in ne
seveda posebej ločeno ali pa celo, kot je gospod Brunač parkrat, brez resornega ministrstva, ki hkrati izdaja, bi rekel, pravna dovoljenja za delovanje teh sistemov. Te vrzeli nič ne stanejo, da jih zapomnimo, ker to ni nova tehnologija, to niso nova delovna mesta, samo sodelovanje teh 4 ljudi, ki so tukaj na različnih ministrstvih in da te sisteme to vzpostavijo za vodni krog Slovenije, za vodno varnost Slovenije, če hočete, ki je pa povezan čezmejno z sosednjimi državami. In tukaj bi jaz toplo priporočil, da vse strukture in procesi izvajanja direktiv upoštevajo to fizično vpetost Slovenije v fizične tokove, ki so naravni, ki čez Slovenijo tečejo in morajo biti upravljani, da bomo imeli pitno vodo, da ne bomo poplavljeni in da bomo varni. Torej, jaz bi v zaključnem delu nekako poudaril sledeče. Torej, pripravljena je nova resolucija nacionalne varnosti, 22 strani. O kibernetski varnosti govori resolucija v enem odstavku, žal samo v enem odstavku. Menim, da je to, bi rekel, podhranjeno, bi rekel, potencialne nevarnosti, kaj pač kibernetska varnost pa kibernetska tveganja torej omogočajo. Menim, da bi tu morali v tem resoluciji nacionalne varnosti, torej tisti, ki ste politično, bom rekel, lahko vplivate na takšno odločitev, da bi ta resolucija vključevala povezovanje in komuniciranje vseh deležnikov. To je za mene ključna zgodba. Bi rekel, brez nekih velikih filozofij, resolucija bistveno premalo govori o kibernetski varnosti in seveda ne govori v enem samem odstavku o povezovanju. Torej, ali je to v obliki nekega, bi rekel, znotraj posameznega sektorja, neki stični točki ali povezovanju z, bi rekel, generalno z nekim organom, ki bi povezoval vse te posamezne sektorje in te informacije, bi rekel, ukrepe in potem tudi tveganja nekako opozarjal in seveda na koncu pripeljal do tega, da bi država to obvladovala. In potem vsak sektor, ko pride do, bi rekel, neke naravne ali druge nesreče, potem dela po svoje, da tako rečem. Velikokrat je težko potem komunikacijo spostaviti, tako da moj apel bi bil torej, bi rekel, zavedanje kibernetskega tveganja, ki je resolucija nacionalne varnosti, je ključni dokument in seveda potem izdelavo, bi rekel, nekega komunikacijske platforme, portala, ki bi potem vse te deležnike povezoval. Ja, zdaj morbiti za zaključek z moje strani, torej kolegi v panelu so, mislim, da že vse naštel, pa bi jaz z enim primerom morbiti povedal. Delamo študijo kibernetske varnosti v energetskem sektorju za države Energy Community, to so črnomorske države pa Zahodni Balkan in torej morbiti je zanimiv primer Gruzije, kjer so seveda ugotovili, da so na področju kritične infrastrukture tako zakonodajno podhranjeni, s tem, da seveda oni so pa pod udarom Rusije neposrednim, no in oni so se lotili te zadeve tako, da so pri pripravi dokumentov in tudi akcijskega načrta uvedbe sodeluje vojska, policija, tajne službe in seveda pristojno ministrstvo. Mislim, da je skupina okrog 50 ljudi, ki dela na tem. Kar me je pa še bolj presenetilo, ko smo se z njimi pogovarjali, je pa, da imajo stalno diskusijo tudi z podjetji, ki bojo morali to uvesti, ne? Torej, kaj to za njih pomeni, da dobijo tudi informacijo nazaj, ne? In recimo oni so identificirali, mislim, da okrog 30 podjetij, od katerih je 90% v energetiki, 3 pa v oskrbi z vodo. Hvala sogovornikom, hvala tudi občinstvu za poslušanje. Predlagam, da se pol tudi preselimo ven in če imate še kakšen vprašanje, mislim, da bojo vsi še nekaj časa tukaj. Tako da hvala in lep pozdrav.